Spoštovane kolegice in kolegi, dragi gostje, eminence prava in zgodovine, z veseljem vas pozdravljam na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Pravna fakulteta, kot veste, je ena od ustanovnih članic Univerze v Ljubljani in je to še posebno čast. Nedavno smo odkrili tudi obeležje ob 100-letnici prve slovenske vlade, ki tam nekateri, če še niste imeli priložnosti si ga ogledati, ste zelo prijazno vabljeni, da to storite od odmora ali po konferenci. Veseli me, da boste danes razpravljali o slovenskih pravnikih in začetkih slovenske državnosti. Nekako dolžnosti fakultet in univerze segajo na 3 področja. Eno je raziskovalno, ki je seveda podlaga tudi prenosu znanja na drugem, torej pedagoškem področju, in tretje je udeleževanje se pri družbenih dogodkih in spremembah v družbi. Vesel sem tudi sam osebno, da bom več izvedel o pravnikih v zgodovini in za to besedo, ker brez odlašanja predajam direktorju Inštituta za novejšo zgodovino, gospodu Damjanu Boštinu in naši dragi kolegici Katji Štuber, ki sta spili vsake zdaj. Spoštovani dekan, spoštovane dame in gospodje, spoštovani kolegi. Čast mi je, da vas vse lahko pozdravim v imenu soorganizatorja današnjega znanstvenega simpozija Inštituta za novejšo zgodovino. Inštitucije, katere temeljno poslanstvo je, da sistematično in strokovno raziskuje obdobje od sredi 19. stoletja do danes, ne zgolj v nacionalnem smislu, a vendar z osredotočenjem na obdobje, ko se je oblikovala nacionalna ideja oblikovanja naroda v nacijo v svojo državno skupnost. Lepo je čutiti, da nekaj novega raste kot plod dobronamernega, zaželjenega sodelovanja, prežemanja pogledov in znanja. In to zdaj že drugič v zadnjem času poglabljamo pravno-zgodovinsko tematiko skupaj z vami, Pravno fakulteto Ljubljanske univerze. In vesel sem, ker obravnavamo tematiko, pri kateri ali iz katere je raslo mnogo novega. Raslo iz nacionalne države, ki se je ravno kar ustvarjala, namreč leta 1918. Ustvarjati državo seveda ni zgolj izdelovati, sprejemati pravne akte, vzpostavljati pravno-organizacijski sistem in mnogo več. A brez tega pri tako pomembnih zadevah, kot je oblikovanje državne organizacije, ne gre. In ni šlo ne leta 1918, ne v letih 41-45, ne v dneh osamosvajanja v letih 1990 in zlasti 1991. Da omenim zgolj tiste največje prelome v naši nacionalni zgodovini. Prvi prelom, prevrat, kot smo zgodovinarji prevzeli označbo, je posebej zanimiv, ker najbolje kaže dozorelost slovenske družbe tistega časa, pa hkrati precej neznana. Saj ga v nekaj tednih prekrila nova, velika ali večja južnoslovanska država, kraljestvo Srbov, Hrvatov in Slovencev. Pa vendar v teh 33 dneh, oziroma teh 33 dni, je vredno vse pozornosti in tudi novih zornih kotov. Dovolite mi torej, da se zahvalim še posebej organizatorjem, ki so temeljno idejo temeljito realizirali, speljali v simpozij profesorci dr. Katji Štuber in kolegu dr. Juretu Gašpariču. Spoštovani kolegi, končam z željo, da bo simpozij prinesel kar največ tistega, kar je dodana vrednost dosedanjim znanjem, presojam in premislekom, se pravi neke nove ali drugačne presoje, premisleke, interpretacije, ki nam bodo omogočali, da svojo pot od
tako da prihajamo, vidimo jasneje in s tem tudi realneje. Hvala lepa. Spoštovani dekan, spoštovani direktor, vam hvala za zelo lepe besede. Tudi jaz sem zelo vesela, da lahko že dvakrat prav v tej dvorani v bistvu sodelujemo v najbolj, bi rekla, kreativnem ustvarjalnem delu torej našega poslanstva, upam, da lahko tako rečem, torej z Inštituta za novejšo zgodovino. Morda bi pa v svojem nagovoru vseeno še vrnila pozornost na eno pomembno zadevo, in to je, da v bistvu mi s tem simpozijem vsebinsko začenjamo praznovanja ob 100. obletnici naše fakultete tudi. Naj opozorim, da s tem malo prehitevamo našo univerzo. Mi smo, Pravna fakulteta je ena od 5 ustanovnih članic in lani, ko smo začeli se pogovarjati, na kakšen način bi začeli z obeleževanjem, je tako v ožjem krogu seveda se hitro izkristalizirala misel, ki je v bistvu odraz neke zavesti, lahko rečemo pravno-zgodovinske zavesti, da v bistvu naša univerza, Institut Pravna fakulteta, v bistvu ni nastala prav, bi rekla, določenimi točki 23. avgusta 1919, ampak je v bistvu ustanavljanje univerze in Pravne fakultete, kot vemo zgodovinarji, en dolg proces. In tudi zaradi tega se nam je zdelo primerno, da povežemo torej začetek obeleževanja naše stoletnice prav s temi prelomnimi prevratnimi dogodki 1980, kot bomo videli, torej pravniki, nekateri postanejo tudi profesori naše fakultete, jasno sodelujejo pri vseh teh prelomnih dogodkih. To je bil naš razlog, tudi sporočen univerzi, kjer mogoče so zastavili obeleževanje skupno malo drugače. Vseeno pa mislim, da lahko štejemo kot tak preliminarni uvod, upam, da bodo tudi sami tako videli, da začenjamo na ta način v bistvu praznovanje na univerzi sami. Eden od namenov gotovo vseh obeleževanj je, da je to nek proces približevanja med kolegi, znotraj institucij, znotraj naše fakultete, gotovo med fakultetami na univerzi in seveda tudi s temi sorodnimi institucijami, med katere gotovo svoj naš skupen rečemo Inštitut za novejšo zgodovino, upam, da lahko na ta način se izrazim. Naj pa še posebej opozorim, da sem zelo vesela, da imamo tudi predstavnike naše govorce tudi z Filozofske fakultete, z oddelka za zgodovino, torej dr. Strgarja, dr. Balkovca, in upam, da bomo tudi z zgodovinskim oddelkom Filozofske fakultete mogoče še večkrat v nadaljevanju sodelovali. In kolega, ki se mu pridružil popoldne, dr. Andrej Rahtel, v bistvu uteleša sodelovanje ne samo inštitucij, ki so tudi skoncentrirane v Ljubljani, prihaja deloma z Inštituta Emilka Kosa za zgodovino SZU, ampak seveda tudi predavatelj na Mariborski univerzi in tudi član, bomo rekli, znanstveno-raziskovalnega centra v Kopru. Tako da na nek način simbolično povezujemo skoraj celotno slovensko ozemlje. In jaz mislim, da upam, da bomo seveda v tvornem sodelovanju z nas v času razprave si lahko po naših dveh delih, naš simpozij je seveda razdeljen v 2 dela. Prvi, bolj v zgodovinskem kontekstu, bodo kolegi razlagali najnovejše ugotovitve, pa seveda povezali mogoče tudi s kakšnimi dopolnjenimi tezami, ki so jih že objavljali v svojih številnih delih. V drugem delu se bomo bolj skoncentrirali na vprašanje pravnikov, tudi vloge Pravne fakultete v tem procesu. In mislim, da lahko kar takoj povabim kolega soorganizatorja dr. Gašpariča, da prevzame vodenje kar takoj, torej prve skupine, in v bistvu povabim še tudi vse referente tega prvega dela, da se nam pridružijo tukaj za katero. Najlepša hvala.